Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, televizija Jaz, lep pozdrav iz nove oddaje Župan za vas. Nahajamo se v gasilskem domu v Gornji Radgoni. Gasilci so praznovali pred kratkim visok jubilej, 140-letnico, ampak vendarle, zakaj v gasilskem domu? Tukaj pravzaprav potekajo seje občinskega sveta Gornja Radgona že nekaj časa. V naši družbi pa je sedanji podžupan David Roškar, s katerim bomo seveda malce pogledala v preteklost, pa tudi morda kaj še ostalo za naprej. David, zadnja seja v tem mandatu občinskega sveta, ampak tudi kar pomembne stvari so se dogajale morda. Pomembne stvari, danes je bila zadnja seja in to izredna seja, po našem statutu pa zagotovljeno, da na izredni seji razpravljamo o nujnih zadevah, ampak mislim, da je res to zadnja seja. Nikoli ne reči nikoli, morda pride še kaj nujnega, volitve so komaj čez dober mesec in če bo treba, bomo v občini sklicali ponovno izredno sejo, če je kaj nujno potrebnega. Sicer pa redne seje pa več ne bo, je bila v septembru in je bila zadnja v tem mandatu. Če se malce ozreva nazaj, 4-letni mandat, veliko tega seveda postorjenega, tudi v občini Gornja Radgona, dobro ste zasukali rokave, predvsem se mi zdi, jaz izhajam tudi iz vod športa, dobili ste tisto, kar so generacije in generacije pričakovali športnikov v Gornji Radgoni, moderno športno dvorano. Zdi se mi, da je to en takšen dosežek, otvoritev je bila nedavno tega, da res lahko s ponosom rečete, tak, zdaj pa je to tisto. Res, prav ste povedali, čakali smo na športno dvorano več kot 20 let in končno smo jo dobili. 22. septembra smo jo svečano odprli. Je pa res, da so se prej še razveselili naši najmlajši, naši osnovnošolci, ki so lahko končno zatelovadili v novi športni dvorani in verjemite je, oči se so jim zasvetile kot bisere, ko so stopili v novo športno dvorano. Res je lepa. Pa brško ne tudi komu drugemu, tudi od starejše generacije športnikov. Športna dvorana je namenjena vsekakor v dopoldanskem času osnovnošolske mladine, popoldan pa sprejemamo seveda, treba skleniti pogodbo in je lahko v tej športni dvorani, ki ima pogodbo veljavno vsaki. In si vsaki najde, glede na naporen način življenja, ki ga smo, hiter tempo življenja, smo toliko bolj srečni, da lahko naši, tudi starejši ali malo manj starejši pridejo v športno dvorano in naredijo nekaj za svoje zdravje. Nisem toliko seznanjen, brško ne gre tudi za večnamensko, torej da lahko kakšne prireditve tudi druge, velikega obsega prirejate? Prav ste ugotovili, dvorana je večnamenska športna dvorana, se pravi služi za velike športne dogodke, prav tako pa tudi za druge, tako da kakšne kulturne dejavnosti najde v tem prostoru in končno lahko rečem, da bomo lahko marsikero zadevo iz našega kulturnega doma preselili v to večnamensko športno dvorano. Srečni smo, da jo imamo. Mogoče sem krivičen do drugih dosežkov v vaši občini, ampak to nekako najbolj bode v oči ali pa je tudi vidno. Zagotovo v letošnjem letu ste zaključili neke investicije, če pa se takole ozrema na 4-letni mandat, kaj bi vi izpostavili kot podžupan v tem mandatu 4-letnem, da se je dogajalo v Gornji Radgoni, čeprav ne vem, kako je v Radgoni ponavadi, če sta dva podžupana, eden zadolžen bolj za družbene zadeve, drugi pa za kaj drugega. Ja, na občini imamo v tem mandatu enega podžupana, podžupan je zadolžen za neke splošne družbene športne dejavnosti in kot ste rekli, če bi se ozrli, prav gotovo smo naredili kaj, tudi kar bojo naši občani in občanke rekli, da bi se dalo boljše. Na tem mestu pa bi rad izpostavil, borili pa se smo, da smo delali čim boljše. In če bi že kaj izpostavil, veliko bi izpostavil, da smo se borili z našimi uradniki v Ljubljani, da smo dobili oziroma da bomo lahko drugo leto pričeli graditi industrijsko cono 2, se pravi, zemljišča so prodana, končno bodo lahko podjetja prišla, gradila in končno bodo naši mladi lahko tudi poiskali službo v naši občini, da nam ne bodo odhajali 500 metrov izven našega mesta v sosednjo Avstrijo. Morda bo treba za mlade tudi kaj v smislu postoriti glede stanovanjske politike. To je bilo tudi pred državnozborskimi volitvami veliko izpostavljeno, predvsem kjer so stranke, kjer združujejo bolj mlade. Kako bo to uspelo, brško ne, se bo tudi malce tu začelo vse v začetni fazi zatikati.
Ja, prav gotovo, ampak trudili smo se tudi tej smeri, ne. Gledali smo lokacije, kjer bi morda v prihodnosti lahko gradili nova stanovanja, nove bloke in prav gotovo smo gledali, koliko se pač ze strani lokalne skupnosti da narediti za mlade, da smo se potrudili maksimalno, koliko se da. Je pa res na tem mestu dobro vprašanje seveda, tukaj bo morala tisti primarni del postoriti naša država. Mi pa moramo narediti toliko, da mlade zadržimo v naši občini. David Roškar, podžupan občine Gornja Radgona, ne vem, če ste bili, ko je obiskal premier Golob deželo Obmurje, takrat sem slišal pač iz večjih ust županov, da kaj dosti ni niti obljubljal, niti ni zastavil, da imajo občutek, da bolj ga skrbijo centri mest, da pa podeželje, pa odročni kraji in občine, kot smo mi tukaj v deželi Obmurje, pa ga preveč zgleda ne zanima, ali pa morda. Prav ste ugotovili, sicer jaz na tem srečanju nisem bil, je bil gospod župan in sem slišal tudi takšne stvari, kot ste vi zdaj ravno izpostavili, ne? Ampak država se ne bo smela več obnašati mačehovsko, morala bo nekaj narediti za podeželje, morala bo razmišljati, kako mlade držati v Republiki Slovenije, kajte, kot sem že na začetku izpostavil, mi imamo veliki problem. Mi imamo 500 metrov izven svojega mesta sosednjo državo Avstrijo in seveda mladi vidijo tam večje izzive, lahko bi tudi izpostavil, če hočete, višje plače in gredo pač zaradi plač. Stanovanjsko problematiko treba dejansko rešiti. Težko bo občina kot sama to reševala, ampak tukaj bi mogel biti stanovanjski sklad Republike Slovenije tudi prisoten, ki bi gradil stanovanja in ta stanovanja treba dati po primerni ceni mladim. Tako da bodo lahko oni dejansko tukaj ustvarjali tisti 8 ur, ko bodo v službi, pa tudi, če bojo v Avstriji v službi ali pri nas, ostalo pa se mora dogajati v občini Gornja Radgona. Če malce pogledava tudi infrastrukturo, s tem, da je pač že lep čas avtocesta Pomurka, je Radgona razbremenjena nekega prometa, čeprav je ozko grlo Radgona še zmeraj za smer, recimo Benedikta in pa Lenarta, recimo, ostali koristimo pač avtocesto, ostale stvari, kot so tisto, kar država, ustava predpisuje, to je recimo vodovod sistema C na tem bregu, na tej strani reke Mure, kako je s tem v občini Gornja Radgona? Zdaj, če bi se navezal na prvi del vprašanja, vi ste rekli cestna infrastruktura, kot vemo, magistralna cesta gre skozi središče mesta Gornja Radgona. Veliko smo razbremenili mesto glede prometa z izgradnjo novega krožišča. V času Pomurskega sejma sem večkrat hodil po mestu in sem videl, kako se je lepo tekoče odvijal promet. Kar se pa tiče drugega dela vašega vprašanja, gradimo oziroma papirje pripravljamo, gradimo nadgradnjo sistema C skupaj z občino Apače in skupaj z občino Sveti Jurij Občavnice, kjer se nam ponujajo lepi evropski denarji, samo treba jih izkoristiti, se pravi, zraven smo nosilci tega projekta in ta projekt se dela letos, pa tudi še kakšno leto naprej. In potem, ko bomo končali, bomo se trudili. Naš cilj je, da vodo, čisto vodo pripeljamo do vsakega našega občana in občanke, tudi če živi na najbolj oddaljenem mestu periferije. Nova sicer finančna perspektiva Evropske unije bo v začetku malce verjetno zadržana do mehkih programov, projektov, bova rekla, že zaradi tega, ker je pač globalna kriza, bo treba reševati še kaj drugo poprej, predvsem energetsko krizo. Pa vendar, veliko občin je tudi iz evropskih sredstev koristilo recimo za izgradnjo tiste mikroinfrastrukture, kot je recimo kolesarske poti in podobne reči. Tudi vrškoni pri vas je temu tako. Tudi mi smo koristili to, tudi letos odprli kolesarsko stezo na cesti, ki pelje na stadion oziroma na sejmišče, če hočete, in smo tudi pridobili nekaj evropskih kohezijskih sredstev. Vsekakor pa se treba, ne smemo zastati, ampak treba gledati naprej in, kot ste povedali, v naslednjih letih so predvidena velika evropska sredstva. Upajmo, da bo čim manj birokracije, čim boljši programi, projekti, da tudi ta sredstva
čim boljše izčrpamo, kajte vemo, kaj je naša slabost v državi. Preslabo črpamo evropska kohezijska sredstva in treba delati, da bomo ta sredstva izčrpali, ne bom rekel 100%, ampak treba delati, da jih bomo izčrpali čim boljše. Greva na področje pravzaprav vašo, za tisto, kar občina more skrbeti, to se pravi sociala, šola, zdravstvo. Morda, če začnemo pri domu za starejše, recimo poskrbljeno v vaši občini za starejšo generacijo, pri starejšima začela, pa bomo šla k mlajšim potem. Vsekakor imamo dom za ostarele, dom je, lahko rečemo, poln. Imamo čakalne vrste, torej ljudje vidijo, da imamo dober dom, zato se tudi prijavljajo v čakalne vrste. V tem trenutku bi rabili še nekoliko večji dom, ampak na stare malce lastniško razmerje, ki se vleče na določeni inštitucija, na sodišče, ampak verjamemo, če bomo tako delali, nadaljevali, da bomo tudi to bitko dobili in da bomo postali končno 100% lastnik doma za ostarele. Ko pa bomo postali, pa gremo v nadgradnjo oddelka za demenco. Zdravstvo je seveda povezano z življenjem, skrb na zdravstvenem področju, dovolj kadra, ambulante, dovolj vsega, da zadovoljite seveda potrebe. Tako vemo, kako je zdravstvo, vse posod so čakalne dobe, se čaka, ampak osnovno zdravstvo pa kako je v Radgoni s tem? Osnovno zdravstvo, gledajte, tudi lani smo dogradili objekt pri zdravstvenem domu, ki sedaj super služi, ampak ugotovili smo leto že, da je ta zadeva nekoliko premala in smo že si smeli zadati načrt, da bi naredili novi laboratorij. Ampak pri zdravstvenem domu je pač tako, da so 4 bivše občine, upravne enote soustanoviteljice, mi smo vsekakor največji lastniški delež imamo v tem in seveda brez soglasja ne gre. Tako da tudi tukaj se kažejo neki projekti, malo je ta projekt novega laboratorija zastal, kajti vemo, ena izmed sosednjih občin ima neaktivni občinski svet, in čakamo lokalne volitve, da se občinski sveti konstituirajo in da lahko nadaljujemo ta uspešen projekt. Upam, da nam bo uspelo, nekaj sredstev bi zagotovil zdravstveni dom, treba pa gledati, da bomo čim več sredstev dobili, kot sem prej rekel, že iz evropskih kohezijskih sredstev. Ampak treba pripraviti za to ustrezne projekte. Začela so šolo, pravzaprav telovadnico pri šoli, šolarjev dovolj, čeprav je seveda v deželi v Muri nataliteta tisti, ki malce pada in imamo seveda z demografsko sliko več ali manj težave vsi na levem in desnem bregu reke Mure, pa vendar šoli, vrtce zadovoljijo potrebam in povpraševanju. Absolutno. Imamo 2 vrtca, imamo 2 šole. Imamo tudi izpostavo vrtca Gornja Radgona v Črešnici. Torej, kar se tiče števila učencev, to smo priča po celi državi. Manj jih je, kot jih je bilo. Nekoč smo jih imeli, mislim, da jih je bilo prek 900. Zdaj moramo apelirati za številko okrog 500. Ampak to so časi, to ne bomo spremenili nič. Kot ste povedali, nataliteta je padla. Zakaj padla, bojo mogli drugi strokovnjaki ugotavljati. Ampak objekti in šola lepo delujejo, smo ponosni, dobro, lokalna skupnost dobro sodeluje s šolo, zavodi, šola dobro sodeluje z domom za ostarele, vrtec dobro sodeluje z vrtcem za ostarele in mislim, da je to zelo pomembno za neko simbiozo med mladimi in starejšimi. Medgeneracijsko srečanje. Prav gotovo medgeneracijsko. Načrtujete mogoče kakšen objekt, morda kakšno, kjer bi se te generacije, na eni strani modrost, ki je ujeta v domu starejših in pa mladost, na drugi strani vrtec in šola. Ja, vi ste rekli, če kaki objekt načrtujemo. Trenutno ne. Ampak imamo zadosta velike objekte, da lahko pridejo starejši v osnovno šolo in naši osnovnošolci, da lahko pridejo v dom za ostarele ali vrtec pride v dom za ostarele in tako dalje. Kar se objektov tiče, ne pogrešamo zdaj, da bi imeli kakšen primanjkljaj oziroma manko. Ampak, še pravim, enkrat še poudarjam, treba pa dodatno krepiti to
medgeneracijsko sodelovanje. Kajti to je zelo pomembno, ker ti mladi, ki so zdaj mladi, bojo nekoč starejše in če se to ne bo krepilo, bo dejansko slika zelo pesimistična potem, ne? Podžupan David Roškar, takole, ko se pogovarjamo po 2 letih, ko se nismo družili, je zaživelo društveno življenje, ne? To pa, ne, društva so začela, sedaj pa res, od prireditve do prireditve, včasih verjetno niti ne utegnete na vse, ob lepih vikendih, vremensko lepih vikendih, mislim tukaj, ne, od gasilcev na eni strani, rekla smo v začetku 140-letnico so praznovali, do drugih društev, kulturnih, turističnih, je utrip občine Gornja Radgona poln sedaj? Utrip je izjemen, kot ste povedali. Zgodi se kakšen vikend, prireditev 6, 7, istočasno, tako da z gospodom županom se sploh ne moramo vseh udeležiti, ne. Povedali ste, da so gasilci v Gornji Radgoni imeli 140, imeli so tudi gasilci v Orehovci 140, imeli so 70-letnico gasilce v Čerešnici, dogajala se je Radgonska noč, dogaja se je končno stari podobi kmetijsko-živilski sejem Agra 2022, dogajala se je otvoritev športne dvorane, dogajalo se torej je Radgonsko poletje pred mladinskim centrom, dogajalo se je res ogromno. Bilo je videti, kot da je družba nekako ponorela, vendar družba je to pogrešala. V 2 letih smo videli, kaj lahko neki virus, ki se pojavijo in ki ga nismo bili vešči, ne mi, ne Evropa, ne svet, kaj lahko ta virus iz nas naredi. In res nas je, odtujil nas je, družabni utrip je zamrl in ljudje so se začeli zadrževati v stanovanju. Ni bilo onega medsosedskih odnosov več, ker so se vsi bali, da ima sosed, da je sosed prenašalec tega virusa in potem so se raje držali v stanovanju, kar pa za njihovo telesno in duševno zdravje nikakor ni dobro. Ni bilo dobro. Morda takole proti koncu najinega prijetnega pogovora. Jaz vsaj občino Gornja Radgona vidim tudi v smislu turizma kot področje, kjer je še veliko rezerv, veliko imamo tako danosti, naravnih danosti, ki bi trebalo izkoristiti. Ne nazadnje, pa če naredimo reklamo ali ne, Radgonske gorice, tudi Penina je še starejša od gasilcev, ne, če se ne motim, koliko sem spremljal, se pravi, vse to nekako upeti v smernice Evropske unije, zelena Evropa, zelena Gornja Radgona in nekaj pogruntati in privabiti turiste. Predvsem tu manjkajo, tako kot številnih naših občinov, dežele v Muri, prenočitvene kapacitete. Absolutno, se strinjam z vami. Glede na to, če gledamo občino kot takšno prihodnosti, nam druga niti ne zavisi. Ali industrija, imamo del industrije, na katero smo ponosni, imamo pa tu tisti drugi del, imamo še stalno stari mestni del Radgone, ki ga treba, seveda saj pravni subjekt je dejansko kupil to zadevo dol, bo poskušal iti se ta turizem, kot ste ga vi imenovali, treba promovirati tudi reko Muro, z reke Mure treba narediti in jaz pravim, kje vidim zelo veliki zalogaj, še boljše sodelovanje z sosednjim mestom Bad Radkersburg, sosednjo državo Avstrijo in da bomo mi, Slovenija in Avstrija, konkurirali za evropski kohezijski denar. Kajti, če bosta 2 države, članice Evropske unije, prav gotovo. Poudarek pa treba dati tudi na, kot smo na začetku pogovarjali se, mislim, da je zipline ena od turistične atrakcije, Lendava ima vinarijo, mi bomo imeli zipline čez reko Muro in se bomo dejansko lepo iz države Slovenije spustili v državo Avstrijo. Mislim, z gradu menda, ne? Ja, tako. Ali ima kdo to, ali nima, ne vem, mislim, da nima, tako da bomo mi prvi, se pravi, to treba promovirati pa treba tudi ono, kaj imamo. Kmečke turizme, ekokmetije, kajti Slovenci smo znani po zelo dobri kulinariki in po zelo dobrem vinu. Glede na to, David Roškar, da tudi boste šli v boj za novega župana občine, kajti Stanislav Rojko ne bo več kandidiral, ne glede na konkurenco, kaj bi vi, če boste izvoljeni za župana, naredili najprej, oziroma kaj vi menite, bilo najbolj potrebno v občini Gornja Radgona kot prioriteto morda narediti z prihodnjim, seveda, občinskim svetom? Absolutno, se strinjam. Danes lahko
uradno potrdim, da bo on kandidiral za župana kot neodvisni kandidat s podpisi volilcev. Prvo se bomo usedli, prvo bomo videli, kako bo sestavljen občinski svet. In ko bomo videli, kako je sestavljen občinski svet, se ne bomo šli politike. Tukaj morajo prevladovati lokalni interesi nad politiko. In zavedam se, da bom si mogel tudi ustvariti neko koalicijo, ki mi bo stala. Ampak poskušali bomo čim manj politike in čim več delati na tem, da Radgona s tem sedanjim razvojem nadaljuje in se še izboljšuje določene zadeve. Prav gotovo tudi iskati kakšno turistično atrakcijo naprej. Ko bomo zip-line dobili, ne obstanimo. Iščimo naprej in nadgraditi spet, še enkrat poudarjam, sodelovanje. Jaz tukaj vidim veliko delovnega elana v sodelovanju med Gornjo Radgono in Bad Radkersburgom. Zelo veliko. Želim vam seveda vse dobro na volitvah. Kolikor bi bili izvoljeni, kakšno je vaše mnenje glede pokrajin? Sicer je premijer rekel, da v tem mandatu, ko bo on premijer, pač ne bo časa za to, ker se ukvarjamo s vsemi drugimi stvarmi. Po ustavi so pokrajine pravzaprav zapisane v ustavi, da bi bile, pa verjetno, če se želiš na neki veliki denar, kohezijski, prijaviti v Evropski uniji, bi bilo smiselno, da imamo pokrajine in da skupaj nastopamo nekje, kajti občine so bržkone takšne, kot so premajhne za te reči. Kakšno je vaše mnenje o pokrajinah? Se strinjam, gledajte, kot ste rekli, ampak pokrajine je veliko politično vprašanje. Tukaj se... Politika mora imeti posluh. Ja, tu se kresijo mnenja. Pridajo eni na oblast, imajo takšna mnenja, drugi na oblast. Moje čisto osebno mnenje. Ali kako bodo vaši gledalci to razumeli, bodo razumeli. Jaz že od nekdaj živim v Gornji Radgoni, hodil sem v šolo v Mariboru, rekli mi so Štajerec, kar pomeni, če se upravičujem vašim gledalcem, Prekmurec prav gotovo ne, če že moramo iskati kompromis, Pomurje ali pa vzhodna Štajerska. To je čisto moje osebno mnenje. Kaj pa bo iz tega nastalo, pa bojo naši veljaki tam v Ljubljani morali. Naši poslanki in poslance bojo prav gotovo. Pričakujem pa zelo perečo debato o tem. Ne bo to tako hitro, kot ste povedali. David Roškar, podžupan trenutni še občine Gornja Radgona, kot sem dal, vse dobro, kakorkoli se bo že izteklo na volitvah. Če boste župan, vaše besede glede na povedano v službi naroda, kot smo rekli svoj čas, torej v službi občank in občanov za dobro. Hvala, da smo lahko bili danes gosti v vaši občini. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam in vedno dobrodošli na občini Gornja Radgona. Ali pri podžupanu, ali pri bodočem županu, ne vemo. Bomo videli, kaj bojo naši volilke in volilci povedali. Oni imajo zadnjo besedo. Tako, bodi tako, hvala za pogovor. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, to je bil današnji pogovor v oddaji Župan za vas z podžupanom trenutnim še Davidom Roškarjem, podžupanom občine Gornja Radgona. Spremljate še nas naprej, kar pestro bo, kajti pripravljajo se lokalne volitve in mi bomo z mikrofonom in kamero vse posod zraven. Televizija AS. Za danes pa se vam zahvaljujem za pozornost. Srečno, do prihodnjič.